Dobrodošli nazaj, nadaljujemo s pogovori z ustvarjalci in sicer za včeraj videni tekmovalni koprodukcijski film Pozno poleti, obmejni slovenski koproducent Joško Rutar. Joško, lepo pozdravljeni. Živijo. Kaj lahko mogoče na začetku rečeva že včeraj v tistem kratkem pogovoru pred filmom sva omenila, da je šlo seveda za zelo obsežen film, pri katerem je sodelovalo več držav, več koprodukcij. Kakšen je bil seveda tukaj vaš vložek oziroma na kakšen način je Slovenija povezana s tem filmom, tako da smo ga včeraj lahko tudi videli v Portorožu? Ja, kot sem na prejšnjem pogovoru povedal, pač očitno snemamo filme na različnih lokacijah. Če je prejšnji film bil sneman v Alpah, je bil ta sneman na Jadranskem otoku. Mi v naši produkcijski hiši pa ekipi imamo nekako razdeljene projekte in jaz kot nekdo, ki sem porodil tam iz Soške doline, ampak kar pravijo Gorjan, delam bolj hribovske filme, kolega Miha Černec se je pa specializiral bolj za mediteranske filme. In tako da je on bolj vodil ta slovenski del produkcije Pozno poleti režiserja Danisa Tanovića. Nam je bila pač ideja, ki nam je bila ponujena, nam je bila všeč, ker pač ponavadi delamo mi neke večinoma neke filme, ki so drame, ki so povezane z nekimi socialnimi zadevami in tako naprej. To je bil pa že v izhodišču tak bolj lahkoten film, na nek način romantična komedija in nam je bilo v bistvu, mislim, da je izziv tako nam kot tudi Danisu in ekipi narediti ta film v bistvu. Tudi ta film, tako kot prejšnji film, je že lanskega datuma, od lani pač otvoril festival v Sarajevu, je bil prikazan na Lifu, bil tudi že v kinodistribuciji v Sloveniji, v Cankarjevem domu, po Art Kino mreži, tudi kar nekaj poletnih projekcij letos naredil, tako da je nekako prišel do Portoroža v izdihih svojega kinematografskega življenja. Je bil pa zanimivo pač to delati, ker je pač to ena preplet, ne vem, kar nekaj držav, Hrvaška kot glavni producent, kjer je pač, kar je zanimivo, da je Danis kot bosanski režiser pač dobil denar na Hrvaškem kot glavni državi produkcije, Bosna, Srbija, Slovenija, Romunija, Turčija. To je bil neka konstelacija, da smo pač zložili ta film skupaj, si pol tudi temu primerno razdelili koprodukcijske vloge in pač priznam, da pri tem filmu naša slovenska vloga ni bila tako značajna, kot je pri določenih drugih filmih, ker je pač bilo več drugih držav tudi vključenih. Ampak seveda, ko Danis pokliče oziroma ko se pojavi priložnost, da bi z Danisom šel v koprodukcijo, seveda človek to izkoristi, zagrabi, sodeluje. Ja, v bistvu to je bil projekt naših stalnih koprodukcijskih partnerjev iz Hrvaške, Propeller Film, ki so tudi recimo sofinancirali ali pa sodelovali z produkcijo Stara Gara, Tramal, že na veliko slovenskih filmih. To je eno staro prijateljstvo, produkcijsko prijateljstvo, ki se je že začelo recimo leta 2005, ko smo skupaj naredili Od groba do groba, prvi naš film, prvi moj film recimo Jana Cvitkoviča, že takrat je Propeller Film, Boris Matić je producent, je ta film koproduciral in potem še kar nekaj filmov, tako Janovih, Burgerjevih, pa tudi drugih, tako da, ali pa mi njihovih, tako da to je neko sodelovanje, ki traja že 20 in več let, se pravi, da je to nek, recimo temu,
super odnos, kjer pač ne rabiš ti iskati filmov po koprodukcijskih marketih, ampak ti, kar prihajajo v inbox predlogi in tudi veš, če sodeluješ pač z nekom, s katerim si sodeloval, ne vem, na 5, 6 projektih, ne vem niti kolikih do zdaj, pač pol točno veš, kaj lahko od nekoga pričakuješ, kaj on pričakuje od tebi, ne. Mislim, mi ne rabimo, mi pač podpisujemo pogodbe samo zato, da jih predajamo financerjem, drugače jih ne bi niti podpisovali, ker smo pač v nekem takem odnosu zaupanja, da to teče kar po inerciji, ne, praktično. Ja, seveda po takih dolgoletnih izkušnjah, pozitivnih, verjamem, da ostaneš zvest. Hkrati mi je pa, se nam zdi, da vsem tukaj v sklopu festivala slovenskega filma Portorož nekaj posebnega videti, tako tiste gorske, recimo včeraj, ko smo govorili o Alfi, tako tudi te morske, ko govorimo o filmu Pozno poleti, in seveda to doda neko širino v milje slovenskega filma. Želel sem še vprašati, kar se sodelovanja med Danisom pa glavno igralko in tudi soscenaristko Anjo Matkovič tiče. Imel sem občutek, da je tukaj res Anja v ospredju in kar se tiče filma in kar se tiče scenarija, je v bistvu res zgodba, ki paše na tak karakter. Anja je tudi super, mislim, da je super tudi odigrala glavno vlogo. Je bila na snemanju izredno posvečena, pač, ker je vedno pač skupaj s scenaristom Nikolo Kuprešaninom sta bila vedno prisotna. Tudi Miloš Jačimovič, mislim, da je naredil eno zelo dobro fotografijo, recimo v filmu, pa neke karakterne vloge, kot so Goran Novojac in tako naprej. Tako da ja, Anja je bila na nek način gonilna sila tega filma, je tudi na nek način tudi Danisa porivala naprej, ker pač Danis redko kdaj režira filme, ki jih ne napiše sam. To je bil eno od takih primerov, ne. V bistvu on se je vključil čisto na koncu, ko se je scenarij že trimal v detajle, ko je bilo že cast postavljen in tako naprej. Tako da je njegova vloga tukaj je bila dost prvotno režijska, no, ne toliko že idejna. Ja, je bilo pa zanimivo res to sodelovanje, ker potem sem šel tudi gledati v bistvu odkot Anjin ta filmski navdih. V bistvu je prihajala iz čisto enega drugega sveta, dejansko bivša športnica, vrhunska smučarka, ki je prišla v bistvu v nek čist drug svet. Ja, Anja je zanimiv karakter, v bistvu. Jaz tega tudi nisem vedel, ne. Ona je v bistvu bila hrvaška reprezentantka v smučanju, pol je pa zaradi poškodbe morala pač prekiniti športno kariero in se posvetila igralstvu, ne. Se pravi, da kompletno drugačen svet v življenju, ne. V tem filmskem svetu ponavadi res najdeš ljudi, ki so bili predtem uspešni v neki popolnoma drugačni vlogi in potem pač najdejo filmski svet. Tako da to je en ta čar našega dela, ne. Ja, je pa seveda potrebno veliko discipline, če si smučar ali pa če si scenarist igralec. Še zadnje vprašanje v bistvu povezano z samim sodelovanjem z Danisom, kar se tiče tega filma, zdaj ste rekli, da v bistvu je to nekako že ta izdihljaj, dejansko so zadnje projekcije. Ko takole na koncu se potegne črta in vidiš, kaj vse je bil izplen tega filma, res je bilo ogromno v bistvu projekcije, verjamem, da ste tukaj zadovoljni in ko Danisu poročate, kako je bil film v Portorožu sprejet, najbrž se govori o pozitivi. Ja, se absolutno. Mogoče, če imam še samo en stavek, ker sem zdaj že dva recimo manjšinska projekta predstavljal tukaj, bi mogoče gledalce pa to povabil pač na to, da
pač zdaj bo festival Ljubljanski filmski festival. Tam tudi predstavljamo dva nova naša koprodukcijska filma, prvenstveno v Sloveniji. Eden je 80 plus z legendarnim režiserjem Želimirjem Žilnikom, ki je imel premiero v Berlinu. Drugi je pa Veter govori mi od Stefana Đorđevića, oba sta srpska filma, ki je pa imel premiero v Rotterdamu letos in je pol tudi zmagal glavno nagrado v Sarajevu. Tako da ta dva filma bosta pol po časovnici drugo leto v Portorožu, tako da, ampak bi mogoče pa vas vse povabil, da si že prej pogledate na Lifu, ker se mi zdi, da sta oba zelo zanimiva, pa zelo drugačna od teh dveh filmov, ki smo jih kot koprodukcijo predstavljali letos in sta tudi, mislim, da res vredna ogleda. Če lahko da malo izkoristim stage za reklamo. Najlepša hvala. Hvala Joško, seveda čestitke še enkrat za ustvarjen film in za vso pot, ki ste ga prepotovali z njim. Ja, včeraj je bil vaš dan, kar se projekcij tiče, in tudi danes bo vaš, ko govorimo o pogovorih z ustvarjalci, tako da ostanite tukaj. Kmalu vas bomo znova slišali in videli. Hvala vam za pozornost. Hvala.